Integrity ali integriteta po slovensko. Najprej vam bom prebral v angleščini. I will first read it in English and then I will translate and try to explain all on every word. So, integrity. Nothing hidden. Nič skritega. Being truthful and honest. To pomeni, da ste, kdorkoli že ste resnični, govorite resnico in odkriti. To pomeni, da kar veste, da je neodkritega in da karkoli skrivate, to ljudem poveste. Doing complete work. To pomeni, da delate vašo službo ali pa kjer ste zaposleni ali karkoli počnete v življenju, resnično z nekim interesom do tega, kar počnete. To pač ne pomeni, da nekaj poskušate narediti, pa da ljudem obljubljate, da ste nekaj naredili, pa se nič ne zgodi. Ampak doing complete work jasno in glasno pove, da naredite res najboljše iz sebe. Working from an empowering context. Torej, da delujete iz, kako bi že temu slovensko smo takrat mogli prav izumiti besedo, opolnomočenega konteksta. To pomeni, da daste ljudem moč. S kritiziranjem in s podobnimi stvarmi jim ne daste moči, ampak da jim poskušate pomagati na kateremkoli področju. Če ste gostinc in vidite, da je nekdo nekaj več zna, ga vprašate, da naj vas kaj nauči. Ali pa bi rekel, mu preskočite na pomoč. Tako recimo jaz v gostinskih lokalih, kjer vidim, da plavajo, to pomeni, da imajo ful veliko gostov, skočim in jim pomagam po svojih močeh. Mogoče jim odnašam krožnike, odnašam pospravam pribor. Bi rekel, če vidim, da se nekaj polije, rečem, kje imate pa, bi rekel, tako imenovan mop ali pa cujnjo, da jaz pa pobrišem in tako naprej. Kjer se le da, greste v tem kontekstu, da ljudem pomagate. Samo pritoževanje nikoli ničesar ni rešilo. Je pa tudi pomembno, da bi rekel ta empowering kontekst, da ljudem daste moč. And doing very well what you do. In to, kar delate, delate zelo dobro. To pomeni, da se trudite, da ste vsak dan boljši, ne vsak dan slabši. Doing it as it was meant to be done or better. Skratka, karkoli že delate, delate tako, kot je mišljeno, oziroma se od vas pričakuje, da bo narejeno, ali celo boljše. And without cutting corners. To pomeni, da ne probate nekako, bi rekel, cutting corners, skrajšati ali pa si iskati neke bližnjice za to zadevo. Ker pomeni tudi, recimo, če veste, da je omejitev na cesti 50, ne greste 70 ali pa 100, pa se potem nekaj zgovarjate, karkoli že. Primer. In tudi bi rekel, ko vidite, da nekdo čaka, da bo prišel na cesto, se ustavite, to je opolnomočenje, se ustavite, poblendate in človeka spustite. Ker drugače lahko čaka pri nas v Novi Mest, pa v Sloveniji tudi cel dan, če se ne bo mogel malo usiliti. In other words, honoring one's word. Torej, da v bistvu spoštujete svojo besedo. Res spoštujete. Torej, kar leti iz vaših ust, če rečete, jutem to naredil, tako bom jaz tako naredil, tako bom naredil, to tudi naredite, ne glede na karkoli. Doing what you know to do. Torej, delate tisto, kar veste, kako se dela. Doing what you said you would do and on time. Torej, da delate tisto, kar ste rekli, da boste naredili in seveda v tistem časovnem okvirju, ki ste si ga sami postavili. Doing what others could expect you to do. Torej, delate tisto, kar drugi pričakujejo od vas, da boste naredili. Even if you haven't said that you would do it. Tudi, če niste naredili oziroma niste rekli, da boste nekaj naredili. Ampak če vidite, da lahko nekaj naredite, pač naredite. Ni se treba pritoževati, ampak to naredite. Tako, kot sem prej rekel, v gostinskem lokalu, če vidite, da nekdo plava, greste mogoče do šanka, rečete, ker lahko jaz le prevzamem 2 piva, ker vidim, da imate gužvo, prevzamete 2 piva tam, plačate in greste do mize. Recimo, to je samo en primer. And saying when you're not doing this as soon as you realize you won't be doing it or won't be doing it on time.
Torej, in poveste, takoj, ko veste, da ne boste mogli narediti neke zadeve oziroma ne boste mogli narediti v tem časovnem okvirju, ki ste se ga postavili, takoj, ko vam je to jasno, to ljudem tudi poveste. In jim pač postavite, naredite z njimi nov dogovor in jim rečete, takrat pa takrat bom naredil. Tako da več kot to vam ne moram reči, ampak jasno vam mora biti, da integriteta je tudi zelo povezana z vsemi vašimi otroškimi zadevami, ker nekje ste si izgleda nadeli neko masko, ki, bi rekel, vam služi, da se dejansko pretvarjate. Zato tudi, bi rekel, vaša beseda nima nobene moči. Ker če ne naredite tistega, kar rečete, oziroma v tistem časovnem okvirju in se požvižgate na svoje obljube, potem definitivno nimate integritete. To vam mora biti jasno. Niste v integriteti, je pravi izraz. Smo pa vsi, bi rekel, večkrat brez integritete, tako da nimate se kaj zasekirati, da je to nekaj narobe, ker integriteta ne izhaja z področja narobe in prav. In zato se nimate kaj zasekirati, ampak pogledate, bi rekel, kdaj ste prvič začeli v praksi lagati ali pa se pretvarjati. To je bilo že v otroških letih, verjetno, ko ste pač hoteli imeti ljubezen od svojih staršev, pa je niste dobili in potem ste pač poskušali ugajati, da so vas imeli radi in tako še počnete danes tudi v službah in posod. Ljubim vas, God, Franci.